V nekem delu je bilo sporočilo nedvoumno in jasno, da pa pričakujemo od te vlade, da odstopijo od nekaterih stališč, predlogov, ki so po našem trdem prepričanju predlogi, ki bi pregrobo posegli v pravice življenja mnogih ljudi pri nas. Mi smo takoj krenili v dialog s to vlado. Dobro, ta dialog je potekal mimo kamer, mikrofonov, mimo tiskovnih konferenc. V tem dialogu smo zlasti postavili v ospredje vprašanja denarnih nadomestil za čas brezposelnosti, vprašanj, ki se dotikajo socialnega in zdravstvenega varstva, starševskega varstva in porodnic, družinske politike ter seveda socialnega položaja upokojencev in seveda prostih dni v tistem delu, ko je nameravala vlada z zakonom poseči v proste dni, ki se dotikajo praznikov. Mi smo se uspeli pri nekaterih stvareh, ne pač pri vseh, žal je to realnost tega prostora in časa, vendarle približati, omehčati vlado, da z amandmaji, vlada ima pač to možnost in to moč, te predloge, ki jih je dala v prvotni obliki, korigira. Če bodo ti amandmaji sprejeti, vendar je treba govoriti o pogojniku, če bodo sprejeti v državnem zboru, seveda v takšnem primeru ni potrebno, da gremo po poti referenduma. Večji del ukrepov na socialnem področju šel iz trajne veljave v začasno veljavo. Se pravi, tako v izhodiščih varčevalnih ukrepov, kot tudi v predlogu zakona o uveljavljanju o uravnoteženju javnih financ, je bila večina ukrepov na socialnem področju sistemska, ki bi naj spremenila sistem. Pa me zanima, če si upate napovedati, do česa bo prišlo prej, gospod Semenič, do vaše upokojitve ali do neke pokojninske reforme v Sloveniji? Stvar je negotova. Hvala lepa.